Dober dan, to je N1 studio. Na kaj se bomo v Sloveniji ogrevali v prihodnosti? V času, ko ponekod že potekajo protesti zaradi visokih položnic za ogrevanje, vlada državnemu zboru predlaga nov energetski zakon, ki naj bi omejeval ogrevanje na lesno biomaso in plin. Državna sekretarka na Ministrstvu za energijo pravi, če imajo ljudje denar za novo hišo, potem niso revni in si lahko privoščijo tudi toplotno črpalko. Pa je to ustrezna rešitev? Ali omrežje v Sloveniji to omogoča in od kod bomo dobili vso potrebno elektriko? O drugem bloku jedrske elektrarne se državljani še nismo izrekli, se pa zdaj začenja zares. Premier Robert Golob je vse vodilne odločevalce povabil na srečanje o procesu odločanja pri gradnji JEK2. Kaj moramo o tem vedeti Slovenke in Slovenci? V studiu prav lepo pozdravljam današnja gosta. Z nami sta šef direktorata za energijo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, gospod Hinko Šolinc. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. In raziskovalec na odseku za reaktorsko fiziko na Inštitutu Jožef Štefan, dr. Vladimir Radulović. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. Začela bova pa kar midva, gospod Šolinc. Silovite politične spopade v bistvu že spremljamo zaradi predloga, ki ste ga pripravili na ministrstvu, da ne bomo več smeli kuriti na drva in na plin, pravijo ne v opoziciji, pa vi to seveda zavračate. Opozicija tudi grozi z referendumom. Besedilo zakona pa ni nujno dokončno, ne? V parlamentarnem postopku se seveda lahko še spreminja. Prosim, pojasnite za začetek, za vse državljane, ki jih zanima in zanima jih precej, kakšne spremembe bomo torej čutili pri ogrevanju? Tisti državljani, energetski zakon EZ2, ki je trenutno v postopku v državnem zboru, ne omejuje uporabe goriv, nikakršnih goriv v obstoječih pečeh. Nobeden izmed državljanov, ki stanuje v obstoječi hiši ali stanovanju, ka ta zakon ne sili, da bi moral kadarkoli zamenjati peč. Zakon pa ima določbe za nove hiše. Za nove hiše, eno- in dvostanovanjske in tudi večstanovanjske, je prepovedana uporaba oziroma projektiranje in vgradnja kotla na zemeljski plin, prepovedana že po drugem zakonu, že prej, vgradnja kotla na kurilno olje v nove hiše. Po tem zakonu je pa tudi prepovedana, saj po tem dikciji, kakršna je trenutno, vgradnja kotla na trdna goriva, na vsa trdna goriva, med drugim tudi na lesno biomaso v strnjenih naseljih, ker prašni delci predstavljajo problem. Strnjena naselja po samem zakonu niso določena, to je prepuščeno občinam, da določijo na nivoju pač občin. In o tem bomo še kakšno v nadaljevanju rekli, ampak kaj pa tisti, ki bodo hiše prenavljali? Dikcija se nanaša samo na nove hiše, čeprav je v členu oziroma v odstavku, ki se nanaša na zemeljski plin, je uporabljena beseda nove, pri lesni biomasi ni. Predvidevamo, da bodo z amandmajem prišla beseda nove tudi v ta odstavek, ampak ne morem napovedovati, ker je to pač v rokah poslancev. No, ampak verjetno se vlada usklajuje ponavadi amandmaje s predstavniki v parlamentu. Torej tega ne počnete. Vlada na zakon, ki ga je pripravila in sprejela in poslala v državni zbor, ne more predlagati amandmajev. Če pa jih predlaga kdo drug, se pa vlada do njih lahko opredeli. Da, drži. Večina Slovencev se po podatkih Statističnega urada še vedno ogreva na lesna goriva, na drva, pelete, sekance. Ta so leta 2020 predstavljala kar polovico skupne porabe energentov za ogrevanje gospodinjstev. Ste morda razmišljali, bom rekel, da bi bil ta prehod postopen, ali pa če drugače vprašam, kako hitro v bistvu zdaj vi s temi spremembami pričakujete, da se bodo ti odstotki, ki so visoki trenutno, pač v Sloveniji zmanjšali? Sploh ne pričakujemo, da bi se število gospodinjstev, ki se ogreva na lesno biomaso v taki ali drugačni obliki zmanjšalo. Obratno, pričakujemo, da se bo povečalo in zato tudi dajemo zelo veliko spodbud za različne tipe ogrevalnih sistemov. Spodbujamo na našem ministrstvu iz kohezijskih sredstev daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, tako, ker se proizvaja samo toplota, še boljša spodbuda pa je, ker je kogeneracija, ker proizvaja tudi elektriko poleg toplote v daljinskem ogrevanju. Ta sistem je primeren tudi v strnjenih naseljih. Spodbude so na voljo tudi za obstoječe sisteme daljinskega ogrevanja, ki danes ne uporabljajo lesne biomase, ampak so na plin. Potem so pa spodbude za individualne kotle na lesno biomaso preko Ekosklada, zelo visoke spodbude, zaenkrat ni omejitev, ko pa bo ta zakon začel veljati, pa v strnjenih naseljih, ampak samo tam, ker bo občina razglasila, da je problem s prahom, ne bo možno ogrevati in potem seveda posledično tudi spodbud ne bo. Ampak samo v strnjenih naseljih. Dobro, mogoče to ne... Slišati je z vašega ministrstva, da bo plin čez nekaj let postal precej dražji, tudi zaradi sprememb pri emisijskih
kuponih ste lahko tukaj morda malo bolj natančni. Za koliko zdaj pričakujete in v bistvu zakaj konkretno se bo pač plin podražil in kdaj? Plin se po tej krizi, ki v zadnjih 2 leti bila, se je plin spet pocenil nazaj, zaradi tega, ker smo v Evropski uniji naredili dovolj terminalov za zemeljski plin, tako da imamo spet dostop do zadostnih količin fosilnega zemeljskega plina. Tako da cena je spet padla, ampak nikakor pa ne na raven izpred krize. Nismo na letu 2020 in tudi nikoli več ne bomo, zaradi tega, ker je povpraševanje po zemeljskem plinu veliko. Evropska unija je sprejela zaveze, da se bo razogljičila do leta 2050. To pomeni, da v leta 2050 v bilanci ni več prostora za nič zemeljskega plina, tudi za nič kurilnega olja, ne nazadnje nič bencina in dizla. Z različnimi ukrepi bo pa zdaj prišlo do tega, da bo plin vedno dražji in da se bo omejevala njegova poraba. Dražji bo zaradi obdavčenja zaradi CO2, možnosti sta 2, načeloma po direktivi. Vsi poznamo ETS sistem, ki velja naprimer za proizvodnjo elektrike že danes. Sprejeta je že evropska uredba, da bo ETS sistem se razširil tudi na ogrevanje in tista cena bo pač doletela, tisti dodatek iz ETS-a za ogrevanje bo doletel tudi ceno zemeljskega plina. Ne morete pa na tej točki reči, za koliko točno? Ne, nikakor ne. Če danes plačujem za ogrevanje svoje hiše, ne vem, 200 evrov, koliko bom potem... Ne, zaradi tega, ker je cena emisijskih kuponov ETS se oblikuje na trgu, namen in tudi dikcija evropske zakonodaje je taka, da bi pač namen je, da se to obdavči ravno zato, da bo drago. In koliko to bo, ne moramo napovedati. Težko reči, ja. Še to, kar ste v bistvu že prej omenili, občine so torej tiste, ki bodo določale območja, v katerih bo veljala ta prepoved ogrevanja kurilnih naprav na trda in tekoča goriva za nove eno- ali dvostanovanjske stavbe in občine imajo do tega zadržke. Za Forbes Slovenija je predsednik Združenja občin, pivški župan Robert Smrdelj dejal, da bolj podpirajo spodbude kot prepovedi, da se torej namesto prepovedi zakonsko opredeli prioritetna lestvica energentov. Zdaj, to mogoče že današnja zakonodaja, ne? Prioritetne lestvice v nekaterih občinah že poznajo. Zdaj mi razumemo, da občine pričakujejo, da boste to dali tudi v zakonsko dikcijo. Boste upoštevali te njihove pomisleke in kaj v bistvu jim odgovarjate? Prioritetni način ogrevanja morajo določiti občine že po današnjem zakonu in tudi potem, ki je v državnem zboru. V 22. členu vsi govorimo samo o 5. in 6. odstavku tega člena, nihče pa ni prebral prvih 4 odstavkov. Tam jasno piše, da občine morajo določiti območja, kjer se območja in način ogrevanja na teh območjih v svojih lokalnih energetskih konceptih. Zraven je podan tudi principi, ki jih morajo upoštevati in potem šele v 5. odstavku so te posebne določbe, da pa pri tem ne sme biti samo v novih stavbah zemeljskega plina in pa v strnih naseljih, ker je problem prah kotlov na biomaso. Načeloma pa ta pristojnost po tem zakonu, ki v državnem zboru že je. Občine to morajo narediti. In tudi spodbude za biomaso, kot sem jih že prej omenil, pa niso določene v tem zakonu, ampak v zakonu spodbujanju obnovljivih virov energije. Doktor Radulović, kot alternativa se seveda omenjajo toplotne črpalke tudi, ne? Ampak to pomeni več elektrike, treba bo izboljšati omrežje, pridobati v drugem bloku jedrske elektrarne Krško. Minister Bojan Kumer pravi, da obstaja alternativa. Za žurnal 24 je dejal, investicija v JEK2 vsako slovensko gospodinjstvo obremeni za 17 do 18 tisoč evrov. Ali ne bi bilo morda smotrno ta denar dati gospodinjstvom, da si vsak zagotovi svoj vir energije in tako razogljičimo celo Slovenijo? Konec citata. Bi bilo to smotrno po vašem? Moje mnenje je, se pravi, toplotne črpalke so sigurno zelo dober način, kako lahko razogljičimo sektor ogrevanja. Ampak potem vprašanje, ki ga bomo imeli v nadaljnje, je, kako bomo zagotavljali ustrezno količino električne energije, da bo to delovalo, ne? Kar se tiče izjave same, jaz sem malo, bi rekel, to skušal razumeti, skušal malo zračunati, ne? In bi rekel tako, z vsem spoštovanjem in z vso prijaznostjo, meni to nakazuje na nerazumevanje osnovne problematike. Zato, ker se pravi, če probamo na hitro zračunati, se pravi 18 tisoč evrov investicija dan danes predstavlja recimo investicija v eno sončno elektrarno in eno baterijo, ne?
In s tem, kar smo naredili, smo rešili problem oskrbe gospodinjstev z elektriko poleti. Po zimi ne, po zimi imamo manko. Ne? In se pravi, za isti denar kot drugi blok nuklearke smo naredili to. S tem, da nova nuklearka bo delala 60 let, zdaj se podeljujejo licence za 80 let, pogovarjamo se tudi o 100 letih. Življenjska doba sončne elektrarne in baterije, ne vemo koliko je, 20 let, 25 let. Se pravi, to zgodbo bo treba ponoviti še enkrat čez 25 let in mogoče še enkrat potem. Ne? Se pravi, 3-krat dražje bi bilo to za manjši izplen in za en manko, ki ga bomo morali v zimskih mesecih nadomestiti s čem drugim. Kaj pravite? Lahko tukaj dodam, kar se Seveda. tiče izjave našega ministra. No? Izvolite. Zdaj, izjava je bila mišljena zato, da je pokazal, kakšen je obseg financiranja v novo elektrarno. Seveda tudi nove elektrarne, nuklearne, ne bomo financirali državljani, ampak jo bo financiral investitor, zasebni investitor. Trenutno je to skupina Gen Energija in pa seveda drugi projektni partnerji, ki bo kasneje vstopili v projekt. To ne bo na stroških proračuna. Proizvodnja električne energije je tržna dejavnost, tudi v jedrskih elektrarnah. Ampak obseg financiranja pa je tak, in z vidika Republike Slovenije, če to gledamo kot en proračun, kot en žakelj, pa ni, bi to znesel toliko. To je namen te izjave bil ta. In tudi kasneje dal še druge izjave. Minister se dobro zaveda, da se s toplotnimi črpalkami, da je za pogon toplotnih črpalk potrebna električna energija. In tudi omrežje, ki bo to vse zdržalo. Vaša državna sekretarka Tina Sršen je v parlamentu dejala, vi pa ste sedeli zraven, tisti, ki ima več 100 000 evrov, ni reven in si lahko privošči tudi toplotno črpalko. Ja. Se s tem strinjate? Absolutno se strinjam, treba povedati, kaj so bili stavki izrečeni pred tem. Stavki pred tem, ki so jih izrekli prisotni na tej seji, kjer je to rekla, so bili: prepoved uporabe drv bo prizadela najbolj revne prebivalce. Prepoved vgradnje novega kotla, oziroma kakršnekoli kotla na lesno biomaso v nove stavbe, se pa nanaša na nove stavbe. Izjava torej pomeni, novih stavb danes ne zidajo tisti, ki so energetsko revni, žal. No, saj prav, da ste to pojasnili, zato ker je pač spet bil cel vihar zaradi te izjave po omrežjih. Gospod Radulović, ste morda želeli dodati k temu kaj? Zaenkrat ne. Mogoče bi vas potem vprašal, kakšne so recimo možnosti ogrevanja z odpadno toploto? Ja, odpadna toplota je tudi, bi rekel, veliko je imamo, veliko jo proizvajamo, pač tako industrija kot tudi spravi nuklearna elektrarna. Ne? Možnosti za to so in so tudi, bi rekel, uveljavljene po svetu, recimo gretje mesta z odpadno toploto iz nuklearke. Pri nas tega še ni, oziroma bi bilo smiselno o tem razmišljati ob postavitvi seveda novih jedrskih elektrarn. Pa ne samo iz jedrske elektrarne, ne? Saj so tudi druge tovarne, recimo na Jesenicah gre vsa odvečna toplota v zrak, če tako rečem. A boste morda kakšen regulatorni okvir tu postavili glede tega, kakšni so v bistvu načrti države tu? Vsi sistemi daljinskega ogrevanja, ne glede na to, kaj se ogrevajo, imajo določene zahteve, ki jih morajo izpolniti po energetskem zakonu, in sicer morajo pripraviti trajnostne načrte, kako se bojo preoblikovali v to, da bojo postali energetsko učinkoviti. V definiciji energetsko učinkovitega pa je, da toploto proizvajajo bodisi iz obnovljivih virov, bodisi iz odpadne toplote. In sistem, na primer, na Ravnah danes približno 20% toplote dobi kot odpadno toploto iz bivše železarne Ravne. Tako da to se uvaja, so zavezani. Tudi, na primer, v Ljubljani odpadna toplota iz tovarne zraven Atlantisa ogreva Atlantis. Tako da te sistemi se razvijajo, dokler je bil plin poceni, to niti ni bilo interesantno, ampak načeloma je odpadna toplota eden izmed zelo ustreznih virov za sisteme daljinskega ogrevanja. Če smo pa že pri jedrski elektrarni in odpadni toploti, moramo pomeniti še tako imenovane male modularne reaktorje. V Sloveniji verjetno v prihodnosti, ko se bo mali modularni reaktorji razvili do tega, da bo tržno dostopni, bo prostor tudi za kakšnega izmed njih, mogoče v Ljubljani, mogoče v Mariboru, v daljinskih sistemih, ki imajo toplotni odnem 300-500 megavatov, bo vsekakor mesto tudi za to tehnologijo, ki še enkrat danes ni tržno dostopna, razvoj pa je izjemno hiter
in lahko prehiti celo velike reaktorje po levi in desni naenkrat. Lahko morda kaj več poveste, dr. Radulović, o teh malih modularnih reaktorjih? Kaj je pravzaprav to, kaj so bistvene razlike morda od klasičnih, če tako rečem, blokov? Tako. Sprej, mali modularni reaktorji na našem področju so zdaj nekako vroča tema. In gre se za to, se pravi, klasičen reaktor bo imel neko moč več gigavatov termične moči in potem bomo imeli recimo od tega 500, 600, 700 gigavat elektrike. In jaz razumem male modularne reaktorje kot bi rekel, z ekonomskega vidika, zaradi tega, ker investicija v velik reaktor je draga in traja dolgo ga zgraditi. Mali modularni reaktor pa je lahko v principu narejen prej in prej začne vračati, se pravi, investitorjem nazaj. Imamo tukaj več konceptov. Pri malih modularnih reaktorjih grejo od takih reaktorjev, ki jih proizvajajo v tovarnah in potem pride v bistvu na lokacijo kar cel modul, in potem jih menjujemo, tako da nimamo teh remontov, kot jih imamo na primer v klasičnih jedrskih elektrarnah. Drug koncept je pa pomanjšana, spravi ista tehnologija, na primer tlačno-vodni reaktor, ki je pomanjšana. Recimo Westinghouse ima na trgu reaktor AP1000 z 1000 MW moči, zdaj je zasnoval reaktor AP300, ki ima 300 MW moči in manjši, bi rekel, footprint. Tukaj se lahko mogoče navežem in to mi je bilo zelo zanimivo. Na Finskem namreč se pogovarjajo oziroma so že šli kar naprej v ta projekt. Helsinke bi oni radi ogrevali z malimi reaktorji, to ni elektrarna, ampak je mali reaktor, ki samo proizvaja toploto in bi jo vezali na daljinsko ogrevanje v Helsinkih. In se pogovarjajo o 6 enotah za 50 MW. Se pravi, to, kar imamo mi v Ljubljani, toplarno, ko smo kurili premog, zdaj imamo kurili plin, v Helsinkih bo to en mali reaktor, ki nima seveda izpustov lokalno. Ste mogoče o tem kaj razmišljali? Da bi imeli dejansko te male modularne v bistvu samo za ogrevanje? Ne, zaenkrat delamo ob pomoči financiranja strani ameriške vlade oziroma ministrstva preko njihovega veleposlaništva. Smo vključeni v projekt Feniks. Na podlagi tega nam bodo financirali in sofinancirali in izdelali študijo, ki bo preučila lokacije po Sloveniji, ki so ustrezne za male modularne reaktorje, vendar za take, ki delajo elektriko in toploto. Torej oboje. Zdaj, premier Robert Golob je za prihodnji teden sklical sestanek z vsemi vodilnimi odločevalci pri nas. Pride predsednica republike Nataša Pirc-Musar, pa predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, vse parlamentarne stranke, tudi vi boste najbrž tam, gospod Šulinc. Govorili bodo o tem, kako zastaviti zdaj ta proces odločanja o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. SDS je že predlagal sklic posvetovalnega referenduma, vlada meni, da ni še zdaj čas za to. Zakaj in kdaj bo v bistvu ta primeren čas? Je tukaj situacija malo absurdna. Praktično vse politične stranke podpirajo gradnjo reaktorja v Krškem drugega bloka, če mu tako rečemo, in istočasno se pa poskusi ustvariti konflikt. Ne vem, tako kot kdo ima bolj prav, se gremo. Načeloma vse podpirajo gradnjo. Zdaj, po mnenju ministrstva je pravi čas za referendum takrat, ko vemo, o čem glasujemo. To je pač o reaktorju z močjo, ceno in še s kakšnimi drugimi podatki. Seveda pa referendum o konkretnem projektu ne izključuje referenduma o tem, da se Republika Slovenija opredeli sploh do načelne rabe jedrske energije za miroljubne namene, seveda ne za vojaške. V ta namen je tudi vlada pripravila osnutek resolucije o dolgoročni rabi jedrske energije, ki bo v javni obravnavi in bo predvidoma sprejet. Zdaj jih malo, ker javna obravnava je zaključena že decembra. Nekaj je povedal že gospod Šulinc, kaj moramo v bistvu vedeti, preden bomo odločali, ampak vprašanje za vas, dr. Radulović. Katere ključne stvari moramo torej vedeti državljani o drugem bloku, preden dejansko lahko, če tako rečem, opolnomočeno glasujemo na referendumu, da dejansko vemo, o čem glasujemo in da vemo v bistvu vse ključne stvari, ki jih pač potrebujemo za takšno odločanje? Jaz bi vam odgovoril na dveh nivojih, če lahko. Se pravi,
Prva stvar, moramo vedeti seveda o drugem bloku, kot rečeno, o ceni in o tem, koliko energije bo proizvedel in tako dalje. Ne. Recimo v nacionalnem energetsko-podnebnem načrtu imamo dva scenarija, ki se močno opirata na obnovljive vire energije, kar se tudi vidi potem v energetskem zakonu oziroma v predlogu. Kar bi morali vedeti specifično, če je vprašanje JEK2 ja ali ne, bi morali vedeti dosti več o tej alternativi, kako bi tak sistem lahko, koliko bi proizvedel energije, koliko bi prispeval k razogljičenju, kakšna bi bila cena in tako dalje. In tega ne vemo nič. Za JEK2 vemo veliko več kot za alternativo, ki nekako skozi te dokumente se jo, bi rekel, promovira. Ne. Kaj pa odpadki? Jedrski odpadki? Da. Ja. Jedrski odpadki so seveda, bi rekel, problematika uporabe jedrske energije. Govorimo izrabljeno jedrsko energijo, je visoko aktivno, se pravi, po domače povedano, jaz ne bi hotel biti zraven. Je pa tako, da če gledamo mi, bi rekel, volumsko, jedrska elektrarna v Krškem je proizvedla približno, mislim, za en bazen tega izrabljenega jedrskega goriva. In zdaj so večinoma so ga premaknili v suho skladiščenje, to je gorivo se namesti v vsebnike, ki so iz betona, železa in tako dalje, in človek lahko mirno tam stoji. Sprej govorimo o eni telovadnici, ki je polna teh vsebnikov. Ne? In zdaj, če gledamo tako z vidika, koliko prostora to zavzame, jaz nimam problemov z eno telovadnico izrabljenega goriva, imam pa več problemov s tem, da bi hoteli, bi rekel, velike površine naše države prekrivati ali s sončnimi paneli ali z vetrnimi elektrarnami. Ne. Poleg tega to izrabljeno gorivo, večina energije, ki je v štartu prisotna v gorivu, je neizrabljene. Se pravi, obstajajo tehnologije, zdaj nekako 4. generacija reaktorjev na tem dela, kako bi lahko mi to uporabili. Ne? Se pravi, reprocesirali to gorivo in uporabili, se pravi, to so reaktorji na hitre nevtrone, reaktorji s taljeno soljo in tako dalje. To se je razvijalo v 50., 60., 70. letih prejšnjega stoletja, potem je nekako zamrlo, ampak se ponovno nekako dela na tem. Ste želeli kaj odgovoriti na to, gospod Šolinc, morda? Ne, dejstvo je, glede alternative in to, ali bomo zdaj celo Slovenijo pokrili s sončnimi elektrarnami in celo Slovenijo pokriti z elektrarnami, to je močno pretirano. Strehe vseh stavb v Sloveniji zadoščajo za sončne elektrarne, ki lahko proizvedejo vso elektriko, ki jo rabimo. Ne rabimo cele Slovenije pokriti. Dobro. Ja, jaz bi imel komentar na to. To je sicer res. Se pravi, gostota sončne energije, energija, ki bi jo teoretično lahko pridobili iz sončnih elektrarn, zadošča za potrebe. To je kumulativno čez leto. Mi imamo problem, da poleti je delamo preveč, recimo, če govorimo o sončni energiji. Poleti je delamo preveč, imamo višek in nimamo kam z njim po domače. Po zimi imamo manjko. Se pravi, po zimi moramo nekaj drugega uporabljati. Ne? Kaj pa? Ne, nikakor nisem želel reči, da bomo vso energijo, ki jo rabimo, pridobili iz sončne energije. Samo to, da bomo pač zdaj sončne elektrarne postavljali po poljih in gozdovih. No. Ja, kombinacija vseh obnovljivih virov in tudi jedrske energije je tista, s katero bomo prišli do leta 2050. Z enim virom nikakor ne bomo. Jedrska energija ima prednosti in ima slabosti. Obnovljivi viri ravno tako, vsak posebej. Obnovljivi so domači, jedrska energija je uvožena, če smo že pri tem. Statistično gledano je domača, vendar je gorivo de facto uvoženo in v Slovenijo in tudi v Evropsko unijo. V Evropski uniji nimamo delujočih rudnikov urana. Kar se tiče pa obnovljivih virov, so pa domači, ima pa vsak svoje slabosti, kombinacija njih pa je taka, da lahko zagotovimo vso oskrbo z energijo. Kombinacija lesno biomase v sistemih daljinskega ogrevanja, ki proizvajajo tudi elektriko, sonca, vetra, hidro in geotermalne, tudi za elektriko, zagotavlja, da se lahko, in še vedno nekaj hranilnikov, tako v hidroelektrarnah črpalnih, kot tudi drugačnih hranilnikov, zagotavlja, da lahko proizvedemo
veliko večino elektrike in to ne samo poleti, podnevi. Dobro. Torej, če prav razumem, naslednji teden najbrž še ne bo potem sprejeta odločitev o tem, kdaj na referendum, ampak moje vprašanje pa je, gospod Šulinc, zakaj država že v bistvu zdaj začenja postopke umeščanja v prostor? Ja, zelo dolgotrajni so seveda, pri nas pa še posebej, ampak državljani se o tem sploh še niso izrekli. A ne bi bilo morda smotrno prej preveriti vendarle javno mnenje, morda na način, kot ste ga malo prej omenili? Kdaj bo referendum, je v končni fazi politična odločitev, ki je večkrat toliko ne morem komentirati, nikjer ni določeno v nobenem predpisu, kdaj naj bi referendum bil, razen v odloku o strategiji upravljanja kapitalskih naložb, to je odlok, ki ga je sprejel Državni zbor pred leti, tam pa piše, da je nosilka predvidene oziroma načrtovane investicije v NEK2 družba Gen Energija, da mora narediti vse študije, ki bodo pač dale okvire, da bo projekt znan in da bo potem razpisan referendum. To je edino v uradnem listu objavljeno stavek, kje bo referendum v zvezi z NEK-om 2. Kaj menite vi? Kdaj bi morali referendum? Že zdaj? Kdaj kasneje? Jaz menim tako, druge države so se za take odločitve sprejele tudi brez referenduma. Naprimer Francija. Ampak pri nas obstaja res širok nacionalni konsens, da pa moramo iti. Tako da to se vsi strinjajo. Tako, dve stvari bi rad izpostavil. Dobro. Se pravi, scenariji, ki so opredeljeni v nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu. To sta dva scenarija. Eden je 100% OVE in drugi je OVE plus jedrska energija. Se pravi, če se moramo mi nekako odločiti ali med tema dvema, ali za enega, ali za drugega, ne? In če imamo konsens, da moramo za novo jedrsko elektrarno iti na referendum, mi to doživljamo kot nekako neenakopravno tretiranje teh virov energije. Se pravi, če moramo iti na referendum za JEK2, potem bi morali iti na referendum tudi za alternativo, se pravi ta sistem 100%, oziroma z velikim deležem OVE, ne, ki za sabo potegne, se pravi, imamo ogromno manjših sistemov, podsistemov, po domače mašinerije, ki bi morala nekako delati, da bi ta scenarij bil uspešen. Ne. Pa še ena stvar, se pravi, ta 100% OVE scenarij v NEPN-u se naslanja na tehnologije, ki trenutno niso na zreli ravni tehnološko. Govorim o tehnologijah proizvajanja sintetičnega plina in shranjevanja vsega tega, ne, ki bo potrebno točno zato, da pokrijemo ta manko, ki ga imamo v zimskih mesecih. Ne. Se pravi, samo sekunda, NEPN je do 2030 s pogledom na 2040. To se pravi jutri in pojutrišnjem. In če jaz moram investirati v nekaj danes, gledam, kar imam na trgu danes. Ne morem gledati čez 10 let, kaj bo na voljo. Tako da to se nam ne zdi realno. Moram pokomentirati, pomešal ste dva dokumenta. 100% OVE scenarij pa OVE in jedrski scenarij sta v dolgoročni podnebni strategiji do 2050. NEPN je pa do 2030, kot ste pravilno povedal, in nima 100% OVE scenarija, ker do 2030 še živi JEK1. Se kliče 100% OVE scenarij. Ampak ja, vključuje jedrsko elektrarno, ki jo imamo, govorimo o časovnem horizontu do 2030, no to ni 100% OVE scenarij kljub imenu. In to smo tudi izpostavljali spred Društvo jedrskih strokovnjakov. Ta 100% OVE scenarij se močno naslanja na plin. Se pravi, ga poimenovati 100% OVE ni ustrezno, najmanj. Lahko bi se reklo, da je zavajajoče. Se pravi, to bi moglo biti OVE plus plin poimenovanje. V končnem dokumentu ne bo imenov scenarijev, to so delovna imena, OVE bo in OVE, ki ga pripravljamo v tem hipu s pomočjo zunanjih izvajalcev, ne OVE, NEPN, ki ga pripravljamo v tem hipu, temelji na realnih tehnologijah, ki so danes dostopne na trgu. In ima noter količine. Ravno danes smo gledali s kolegi projekcijo, koliko je vodika. Do leta 2030, naprimer, je predvidenih 100 MW elektrolyzerjev. Ne, to ni vesoljski scenarij oziroma znanstveno fantastično. 100 MW je malo. Se strinjam. Ampak temelji na realnih tehnologijah, ki so danes dostopne. Do 2030. Do 2050 pa so pogledi širši
in tisti pa niso vsi podkrepljeni za tehnologijami, ki so danes market available. Izvolite, Naprimer SMR-ji. izvolite na kratko in potem končamo. Jaz bi, se pravi, tle sem si malo pripravil. Jaz mislim, da je problem, ki ga moramo mi napasti. Se pravi, če hočemo doseči razogljičenje, kaj to pomeni v praksi? Zato je treba gledati porazdelitev, bi rekel, rabe energije v končni rabi. In danes se mi 2/3 se napajamo s fosilnih goriv, premog, plin pa olje. Ne? In razogljičenje pomeni te vire nadomestiti z nečim drugim. 2033 smo sprejeli resolucijo za izhod iz premoga. Se pravi, 2033, to je jutri, bomo ugasnili TEŠ, najkasneje. Ne? NEK bo delal do 2043, to je pojutrišnjem. Se pravi, izgubimo dva zelo, zelo pomembna, stabilna vira energije v našem sistemu. In zdaj, ko bi rekel, ves tale del, ki se napaja s fosilnimi gorivi, nadomestiti z izključno obnovljivimi viri, se nam absolutno ne zdi realističen. Potrebovali pa bomo, se pravi, če hočemo razogljičiti promet in recimo ogrevanje, industrijo, je smiselno preiti na elektriko. Mi bomo rabili 2-krat toliko elektrike, kot jo proizvajamo danes, približno. Dobro, in vse to bo zagotovo debata tudi prihodnji teden na tem vrhu o JEK2. Za danes pa spoštovana gosta, dr. Radulović, gospod Šulinc, najlepša hvala, da sta prišla v ta studio. Hvala. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda, ko bo kakršnakoli odločitev v zvezi z JEK2 ali kakršnakoli druga sprejeta, vas bomo o tem sproti obveščali na n1info.si, zato nas spremljajte. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.